Torej, še enkrat sem vesela, da je ravno meni pripadla ta uvodna naloga, da povem nekaj o Evropskem civilnem procesnem pravu. Zato mi, kolegice in kolegi, dovolite, da bom morda v določenih delih malo bolj elementarna in v drugih delih mogoče malo bolj podrobna. Vendar je moj današnji namen, da na splošno pokažem, kje so vse unificirane rešitve oziroma kje so tudi zakonodajne intencije Evropske komisije glede poenotenja evropskega civilnega procesnega prava. Ko govorimo o Evropskem civilnem procesnem pravu, si ne smemo zamisliti, da bo prišlo prav kmalu do poenotenja vseh procesnih pravil, saj je to ravno področje, kjer si vsaka država zelo ljubosumno pridržuje jurisdikcijo, torej suverenost na svojem območju, na katerem tudi potem dovoljuje uporabo prisilnih sredstev. Pa vendarle je dogovor v preteklosti omogočil, da so določena področja pa bila podvržena že unifikaciji. In tukaj je bilo sprejeto kar nekaj evropskih uredb, ki pa urejajo predvsem vprašanje z vidika postopka, mednarodno pristojnost, potem na drugi strani potek postopka, kolikor je to le mogoče, kjer vidimo litis pendenco in sorodne pravde, začasne ukrepe in pa seveda področje priznanja in izvršitve. Nekatere druge uredbe vključujejo tudi še izbiro prava, merodajnega prava, vendar pa danes želimo prikazati, kako je za učinkovito gospodarstvo, za enoten evropski trg in za enoten pravni prostor pomembno ravno, da so tudi sodišča, kjerkoli bodo bila v funkciji reševanja spora, da so tukaj na nek način uravnotežene možnosti strank in da ne obstaja več bojazen. Če bom posloval na primer z albanskim gospodarstvom, bom imel težavo, ker albanska sodišča so nepredvidljiva. Ampak vidimo, Albanija je zdaj samo v fazi pogajanj, to se pravi, je tudi že v teh naših projektih zraven, ampak še vedno potem, ko se zaključijo pogajanja, ko je tudi skozi katera je šla tudi Slovenija, pa pridemo torej do tega, da je treba upoštevati sedaj unificirana pravila in tudi skupne standarde. Ampak kakorkoli, ko govorimo o uredbah, so te uredbe pravzaprav direktno, neposredno uporabljive in torej ni potrebno jih v zakone prenašati, ampak zakoni, nacionalni zakoni, kot na primer v našem primeru ZIS, morajo pa poskrbeti za implementacijo, zato da se določena vprašanja tudi uredijo. Kar je seveda zdaj kar precej težavno, tako za tiste, ki pripravljajo za sodišče, kot tudi za vse v sodnih postopkih. Ampak da vas uvodoma opozorim, kako je pomemben evropski pravni prostor. Tega se morda niso zavedali v Združenem kraljestvu, ko so pripravljali referendum, ampak to bo vedno bolj očitno in bo toliko težav, ko se je tukaj pokazalo, toliko vidimo, da je prepletenih niti, s katerimi moramo računati. In seveda evropski sodni prostor, ki pa ga zaokrožuje za vprašanje uporabe evropskega prava sodišče v Luksemburgu. In kakšne so njihove odločbe, kaj pravzaprav sodišče v Luksemburgu posreduje v določenih konkretnih zadevah. Torej gre za konkretne zadeve in tudi sodba tega sodišča je posamični pravni akt. Ampak to govorim takrat, ko odločajo o predhodnem vprašanju. In predhodno vprašanje, ki ga naslovi sodišče države članice na Evropsko sodišče,
ni konkretno dejansko vprašanje povezano z spodnjo premiso, ampak gre vendarle za reševanje pravnega vprašanja, torej pravno vprašanje evroavtonomne razlage določenega pojma, ki se uporablja v evropski zakonodaji. Zakaj? Zato, ker mi moramo imeti ves čas tudi nekoga, ki poenoti potem razumevanje in razlago. Unificirana pravila sama ne bi zadostovala, kajti unificirana pravila bi v vsaki državi recimo razumeli različno in bi potem namesto, da gre za poenotenje, bi šlo spet narazen, bi spet se začelo razlikovanje glede na razumevanje vsake države posebej. In seveda, kakšne so perspektive mednarodnega procesnega prava? Tukaj je prva in najpomembnejša točka medsebojno zaupanje. Medsebojno zaupanje pa je vsekakor dolgoročni proces. Medsebojnega zaupanja ne more ukazati niti sodišče in niti preambula, niti sama načela, ki jih vsebuje določena uredba. Zato, ker medsebojno zaupanje v sodni sistem druge države se vzpostavlja postopoma. Od tistega popolnega nezaupanja, če vas samo spomnim, kako je bilo Avstrija in Jugoslavija, sta bili sosedi, pa vendar avstrijsko sodišče ni priznavalo jugoslovanskih sodb zaradi tega, ker ni bilo medsebojnega zaupanja. In potem je seveda vedno bližje prihajalo in zdaj je pa to medsebojno zaupanje z unificiranimi pravili zapovedano. Pa vendarle so sodniki tisti, ki bodo določena pravila takoj sprejeli, ki bodo določene primere z lahkoto rešili, ker jih ponotranijo. Za nekatere zadeve, kjer obstaja pa še veliko odprtih vprašanj, pa tudi nek dvom, takrat se pa tudi odločanje nekoliko odloži in zavleče, kar je čisto človeško ravnanje. Najprej moram razumeti, najprej moram zaupati, potem pa lahko rešujem celoto in sojenje je kompleksen proces. In seveda še vedno si države pridržujejo, ne glede na to, da bomo videli kasneje, da poenostavljeni postopki, o katerih pravzaprav govori ta projekt, odstranjujejo možnost, da bi to nezaupanje prišlo do izraza oziroma da bi druga stranka, ki je nezadovoljna z odločbo, imela kakršnokoli možnost, da bi se uporabi odločbe v drugi državi članici uprla. In tukaj je tako imenovan institut ordre public ali public policy, torej gre za javni red, ki je zadnja varovalka, ko določena država meni, da bi druga odločba iz druge države imela takšen doseg, da je to proti temeljnim načelom ustavnega sistema morale in morda kogentnih pravil ordre public, torej gre za varovalko, ki jo je mogoče vendarle uporabiti tudi še vedno pri priznanju in izvršitvi po bruselski uredbi 1a, čeprav eksekvature tam več ni. No in kje so torej ti vzroki nezaupanja? Problemi, ki so povezani torej z nepoznavanjem in predsodki. In tukaj je pomanjkanje informacij, pomanjkanje druženja med ljudmi. Zdaj nas je korona prisilila, da se spet zapiramo, spet v svoj majhni svet. Bili smo na poti, ko je bila globalizacija tako prezentna, da smo bili danes tukaj, naslednji dan smo bili lahko že na skoraj drugem koncu sveta. In da je v tem smislu šlo tudi gospodarstvo, da je trgovina, ki je itak našla v vsakem stanju zmeraj možnost, da gre po svetu, da se širi. Ampak tukaj potem sedaj, ko si v velikih investicijah privoščimo, da gremo v nek neznani pravni red, je tukaj treba biti pa seveda z določeno previdnostjo,
ampak evropski enotni prostor naj bi nudil to zaupanje oziroma informacije, ki pa so v pretoku, pa pomagajo razumeti, kako posamezni državni sistem oziroma sodni sistem funkcionira. Pri čemer torej pripomorejo tudi takšni projekti in takšna srečanja, ti naši seminarji. In še zlasti zato, ker se potem z različnimi tujimi partnerji in tudi tujimi udeleženci, kajti tukaj zdaj danes govorimo s slovensko publiko, ampak potem bomo predavali tudi, recimo nazadnje so bili z kolegico Tjašo Ivanc v Torinu, v Italiji, in sva imeli zelo veliko skupino italijanskih odvetnikov, s katerimi smo razpravljali o teh podobnih temah, o tem, kakšne težave pridejo pri čezmejni izterjavi oziroma v čezmejnih sodnih postopkih. No, seveda ne smem pozabiti povedati, da nekatere države so vendarle v takšnem položaju, da uživajo že na nek način tudi večjo avtoriteto in da bodo rekli, ja, če pa nemško sodišče reče, bo pa to že držalo, ne? Ampak v Evropski uniji ni te različnosti, hierarhije. Vsa sodišča bi naj bila v enakem položaju, enakopravna. No, to je v teh projektih, ki pomagajo, da bolje razumemo različne možnosti evropskega civilnega procesnega prava. Te projekte je omenjala že kolegica Ivanc v uvodu in so tudi na naši spletni strani. Dovolite mi, da vas sedaj popeljem skozi te poglavitne uredbe. In sicer sem jih tako razdelila, da jih najprej nanizam po področjih, to se pravi področja, ki jih pokrivajo. In sicer vidimo, da v civilnih in gospodarskih zadevah imamo Bruselj 1, ki ga je zamenjala Bruselj 1a, in potem imamo v družinskih zadevah Bruselj 2a, potem imamo posebej preživninsko uredbo, potem imamo posebej stečajno uredbo in uredbo o dedovanju. Ta slednja uredba o dedovanju je pravzaprav najobširnejša uredba. Ko sem uvodoma govorila, da pokriva bruseljska uredba 1 in 1a, to se pravi, da je to osnovna uredba, iz katere vse druge pravzaprav izhajajo, in da ta pokriva samo področje mednarodne pristojnosti in priznanja in izvršitve. Če se zdaj samo malo ustavim pri uredbi o dedovanju, pa ta pokriva tako mednarodno pristojnost kot merodajno pravo, ki se določi v razmerjih z mednarodnim elementom, kot tudi sprejemljivost listin in pa tudi unificirani postopek za izdajo evropskega potrdila o dedovanju. Torej, ta uredba je zelo široko sedaj omogočila, da se v teh razmerjih, ki imajo mednarodni element, bodisi da se je zapustnik preselil iz ene države v drugo, premoženje imel v več državah, da tukaj ni zdaj tako nemogoče takoj in enostavno ugotoviti, kako, kje se bo reševala ta zapuščinska zadeva in po kakšnem pravu. Torej, to je zelo pomembno tudi ne samo gospodarstvo, ampak tudi za normalno Evropo dobrega počutja, kar je tudi pomembno, da se dela na socialnih zadevah in na ljudeh. No, ampak kakorkoli, če pogledamo torej zdaj drug aspekt, katere uredbe še poznamo, in to je pa druga razvrstitev, kjer govorimo o poenostavitvi čezmejnega sodnega varstva. Čezmejno sodno varstvo je seveda zelo težavno, kajti če se začne v eni državi in se potem nekaj najde v drugi državi in ne vemo, kje bomo potem na koncu delali izvršbo, ne?
ampak tukaj si lahko precej pomagamo z temi skrajšanimi postopki. In ti skrajšani postopki so dejansko velik napredek, vendar premalo poznani, zato bomo o tem danes še govorili. In potem imamo pa še seveda te podporne uredbe, ki pa so v okviru pravne pomoči, pri čemer je tu sodelovanje na področju pravosodja tako tudi ena temeljnih nalog Evropske komisije. Tukaj je veliko truda posvečenega temu, da bi ta evropski sodni prostor tudi funkcioniral, zato ker ne moremo govoriti o hitrem in učinkovitem postopku, če pa tožencu nikakor ne moremo vročiti pisanj. Zato vemo, da je tukaj potrebno že začeti z uredbo o vročanju, ki je marsikaj pripomogla, pa vendarle tudi še ni optimalna. Na vročanju se marsikateri postopek zlomi, ampak potem je tukaj še zelo pomembna uredba o dokazovanju, ker tudi dokazi niso vselej v isti državi. No, ta uredba o splošnem okviru skupnosti za dejavnosti, ki bodo pospešile izvajanje pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah, je torej podporna uredba. Govorimo o sodelovanju med pravosodnimi organi, ki je poenostavljeno zato, da ne bo zaplet v eni državi preprečil potem postopka in vzel stranki pravico do sodnega varstva, dostopa do sodišča, kajti ta je ključna, ta pravica je univerzalna. No, potem, če pogledamo te uredbe, katerokoli uredbo bomo vzeli, je ta modrost, da v vsakem prvem členu ugotovimo na začetku, kakšna je veljavnost, na katere zadeve se nanaša konkretna uredba. In zato imamo tudi krajevne meje, subjektivne meje, za koga to velja, časovne meje in pa objektivne meje. Torej, danes bom predvsem poskušala povedati, kakšne so objektivne meje, katera vrsta zadeve spada v okvir uredbe. In tukaj sem že omenila bruseljsko uredbo 1A, ki je naslednica Bruseljske konvencije iz leta 1968. Že takrat je ta začetek evropskega civilnega procesnega prava bil sporazumno sprejet. K konvenciji so pristopile skoraj vse države in zato je ta konvencija dejansko pomenila, da se neke zadeve ne bodo več selile in da ne bo potrebno iskati, kje je treba začeti postopek, kajti pravila za določitev mednarodne pristojnosti so unificirana, so enaka, kjerkoli jih bomo pogledali. In seveda je pa torej ta uredba potem izključila določena področja civilnega prava in za tista druga področja, ste videli, so bile potem sprejete posebne uredbe, družinska uredba, preživninska uredba, stečajna uredba o dedovanju, tako da vemo, da so ta področja urejena nekje drugje. Ampak zakaj vam govorim o področju civilnega prava, da je to civilna ali gospodarska zadeva, kajti če hočemo uporabiti uredbo, bruseljska uredba 1A, oziroma če hočemo uporabiti uredbo 805 o evropskem izvršilnem nalogu ali uredbi dvojčici o evropskem postopku za izdajo plačilnega naloga in o evropskem postopku za spore majhne vrednosti, vselej nas bo zanimalo, ali gre za gospodarsko civilno zadevo, zato si lahko pomagamo že s staro jurisprudenco oziroma sodno prakso, kaj pomeni pravzaprav ta objektivna meja ratione materije in kaj spada v same te uredbe, ki temeljijo na bruseljski uredbi 1A.
In tukaj vidimo, da nekaterih pa ne zajema, ampak pojem civilne in gospodarske zadeve ni v nobeni od teh uredb definiran. Zato je še toliko pomembnejša evroavtonomna razlaga in tu enoten koncept. In zelo stari so ti judikati, ki so že povedali, da je treba izhajati iz načel konvencije, to je Bruselska konvencija, in načel ne samo iz načel pravnega reda posamezne države. To se pravi, moramo si prizadevati nek koncept, ki je in je usklajen z konvencijo in tako danes tudi z uredbami. In to so te, zdaj, če samo povem, kaj je tisto, kar je največkrat težava. Kajti različno naziranje v državah je odvisno od prava, državnega prava, kaj štejejo kot civilno zadevo in kaj štejejo kot upravno zadevo. Zlasti francosko pravo ima zelo širok domet upravnega prava in malo ožji civilnega. Ponekod drugod pa je ravno obratno. Ampak da bi vendarle kjerkoli poskušali enotno ugotoviti, ali gre za upravno ali gre za civilno zadevo, pa bi navedla morda eno tako izhodišče, ki se je izoblikovalo, da pravzaprav je mora biti za upravno zadevo poudarjeno izvajanje javnih pooblastil v zvezi s spornim predmetom. Torej, če gre za res javna pooblastila in da vidimo, da je neka javnopravna zadeva, tako kot je bilo v tem znanem primeru Rüffert, kjer je država od lastnika plovila zahtevala povrnitev stroškov odstranitve ladijske razbitine, ki je ovirala promet v enem izmed amsterdamskih kanalov. Tam je državna služba prav zelo striktna in takoj, ko se to pač pojavi po uradni dolžnosti, odstranijo in regres proti lastniku uveljavljajo, ki pa je bil ocenjen s strani Evropskega sodišča, da ga je izvrševal državni organ v okviru svojih javnih pooblastil, da ne gre za civilno-pravni regres. Zaradi tega, ker je to bil državni organ, ki je opravil to odstranitev. Ampak v naslednjem primeru, ki pa imamo tudi javnega uslužbenca, je pa tako znani primer Volker Sonntag in Hans Weidmann, učitelj na državni šoli v deželi Baden-Württemberg, je opustil dolžni nadzor nad učencem, ki je na izletu v gore v Italiji izgubil življenje. Proti učitelju je italijansko sodišče vodilo kazenski postopek, v katerem je bil postavljen tudi premoženjsko-pravni zahtevek za odškodnino. In tu se je potem pojavilo predhodno vprašanje, ali je tožba oškodovanca proti učitelju, ki je bil v sistemu javnih uslužbencev, takšen sistem imajo v Nemčiji, in je povzročil škodo, ali je to službena, upravna ali civilna zadeva. In sodišče je dalo odgovor. Učitelj je sicer javni uslužbenec, vendar pri izvajanju dolžnosti do učencev to ni odločilno. Ne gre za izvajanje javne oblasti, no, in je tako bila to torej civilna zadeva. In seveda je to zelo pomembno, da vemo, ali spada pod uredbo ali pa ne. In uredba omogoča marsikakšno poenostavljeno rešitev, tako glede pristojnosti, kot smo rekli, in pa tudi glede potem priznanja in izvršitve, kajti končni cilj vsake odločbe je, da bo prišlo do izpolnitve ugotovljene, dosojene obveznosti in to tudi z pomočjo prisilnih sredstev, če ne gre drugače. No, v okviru tega prvega sklopa, ko imamo v uredbah mednarodno pristojnost, o kateri
potem ni več spora, ko se takoj tudi okoliščina navezna ugotovi iz same uredbe. V tem sklopu z mednarodno pristojnostjo je povezan tudi institut litis pendence kot ovire za nov postopek v drugi državi članici. Tukaj gre za mednarodno litis pendenco. Ampak tudi tukaj se pojavi spet problem, kako razumeti zdaj v različnih državah, kaj pomeni litis pendenca. In že uredba je poenostavila in je enostavno rekla, da se sodišče, ki prejme zadevo, torej ob vložitvi, in ni več pomembno, da mora biti tožba vročena tožencu, tako kot velja pri nas. Ampak ta bruseljska uredba veže litis pendenco na trenutek vložitve tožbe, ker je ta zelo preprosto ugotovljiv, je jasen, nesporen, medtem ko ni vedno enostavno ugotoviti datuma vročitve tožencu. To se pravi, zdaj imamo dva postopka, ki sta si v konfliktu, torej ni smotrno reševati dveh postopkov vzporednih o istem zahtevku. In tukaj se nam spet postavi to klasično in težavno procesno vprašanje objektivne identitete tožbenih zahtevkov. Tudi subjektivna je pomembna, ampak subjektivna ne dela toliko težav. Vendar objektivna identiteta je v slovenskem pravu seveda kar težavna in imamo tukaj procesno ekvivalenčno teorijo, ki je večinoma ustrezna za to presojo, imamo pa včasih tudi samo procesno teorijo, kadar govorimo o spremembi tožbe. No, ampak tukaj nas pa zdaj zanima pri litis pendenci, kaj pravi uredba. Uredba pa pravi sledeče: v slovenskem prevodu, če pred sodišči različnih držav članic tečejo postopki z istim zahtevkom med istima strankama, torej govori o istem zahtevku, torej o identičnem zahtevku. In tudi nemški prevod pravi wegen desselben Anspruch zwischen denselben Parteien. Torej tudi vidimo, da smo tukaj kar skupaj in tudi procesno ekvivalenčna teorija je sprejeta v avstrijskem pravu, na primer. Potem pa imamo angleški prevod, where proceedings involving the same cause of action, to se pravi, tukaj pa ali bomo zdaj govorili the same cause of action je prevod za isti zahtevek. Potem imamo v francoščini, da je to še bolj komplicirano. Lorsque de demande ayant le même objet et la même cause, to se pravi isti predmet in isti temelj. In zdaj vidimo, da pravzaprav je spet bilo potrebno se obrniti na Evropsko sodišče, da pove, kako je zdaj to, ali gre za različne zahteve, da morata biti dve zahtevi, ali pa je to pravzaprav ena sama zahteva, ne glede na to, z katere države je prevod. No, in dejansko seveda je tako, rezultat je v tem, da identični zahtevek se tako šteje, kot ne glede kakšna je recimo dikcija, da je vendarle potrebno presoditi glede na predmet in podlago zahtevka. To se pravi ne samo, da gre za potem procesni predlog, kakšen je predlog, ampak tudi dejansko stanje in pravno pravilo, na katero se zahtevek opira. Predavam. Najbolje, da tistim, ki me vztrajno kličejo, povem, da predavam, potem pa odnehajo. No, in se opravičujem. Torej, če vidite, da je to zelo pomembno, da imamo zelo široko na nek način koncepcijo, da gre za litis pendenco in da se v takem primeru ravnanje sodišč predpisuje po uredbi. Vsako sodišče mora potem torej pogledati svojo pristojnost in poznejše sodišče,
ki ugotovi prednost prvega sodišča, svoj postopek prekine. In prvo sodišče, ki pozitivno ugotovi svojo pristojnost, prične s postopkom, drugo sodišče pa postopek in tožbo zaradi nepristojnosti zavrže. Torej, mi si mislimo, da zakaj je to sploh treba toliko govoriti, ko pa zakaj bi se dva postopka sprožala. Ampak tukaj pa potem vidimo tako znana prizadevanja forum, shopping in torpedne tožbe. Tukaj je dirka za osvojitev foruma, kar določeni tožniki želijo pristojnost pred domačim forumom, od česar si marsikaj obetajo. In še huje je, če določene špekulacije narekujejo torpedno tožbo, zato da bi se z hitrejšo vložitvijo negativne ugotovitvene tožbe potem preprečilo, da bi hitrejši postopek v drugi državi za pozitivno tožbo bil sploh mogoč. No, in tukaj vidimo, da je zlasti znana počasnost italijanskih sodišč, da je te torpedne tožbe so bile značilne za to, da se v Italiji vloži negativna ugotovitvena tožba in zelo dolgo ne bo nič. In torej je sodno varstvo neučinkovito. In zdaj pa, če samo mogoče kratek izlet torej v sosednjo Avstrijo in vas spomnim, sicer davna leto 2012, zelo hitro je teh 8 let minilo, ampak takrat so bile zelo hude padavine in na Dravi zelo močne poplave. In slovenski oškodovanci tožijo na podlagi uredbe o izbirni mednarodni pristojnosti pred slovenskimi sodišči in potem drugo je pa seveda, da je avstrijski toženec zelo pohitel in pred tožniki v Sloveniji na podlagi iste določbe vložil tožbo v Celovcu. In tukaj se zdaj potem ugotavlja, ali je pravilno torej podana objektivna identiteta zahtevkov in ali je torej tožba v Celovcu, čeprav gre za ugotovitev, da ne obstaja odškodninska odgovornost za poplave, zelo tak splošen zahtevek, ampak je tukaj torej ovira za to, da bi se postopki v Sloveniji med istimi strankami nadaljevali. No, da vas tukaj preveč ne obremenjujem, v sporu z mednarodnim elementom najprej toži tujca, šele nato se pogajaj. Zato, ker tu se je zgodilo, da so se pogajali in oni so pa zelo pohiteli. In torej vidimo, da z takšnimi forum shoppingom, z temi torpednimi tožbami se lahko zelo poslabša položaj oškodovanca, ker pač mora potem počakati, kaj se bo v drugi državi zgodilo. In tukaj se pa spet to pojavi, kar sem vam že rekla, da imamo nezaupanje, da se stranke ne zaupajo tako tujemu sodnemu sistemu, kot zaupajo svojemu. Od svojega sodnega sistema si več obetajo. In to je še vedno ta pomembna ločnica, ki nas ločuje, zato da ne moremo se prepustiti enotnemu sodnemu prostoru v Evropski uniji. No, tukaj so še sorodne pravde, ki so prav tako tudi del sistema bruseljske uredbe 1A in so bile tudi že pri prejšnjih uredbah, zato ker tukaj pa ne gre za identične zahtevke, ampak samo za preprečevanje konfliktnih odločitev, da bi bile odločitve v sorodni zadevi v nasprotju z zadevo, ki je pred prvim sodiščem. Če so ti zahtevki povezani in če nacionalni zakon dovoljuje združitev pravd, torej se ne zahteva identiteta in tudi se ne zahteva, da mora prekiniti postopek drugo sodišče kot pri litis pendenci, ampak da ga lahko prekine. In tudi tu je vse učinkovitost, smotrnost, ekonomičnost v postopkih, da se ne vodita dva postopka hkrati. In tukaj gremo še en korak dalje, to se pravi v naslednji predal, v katerem je pa seveda mednarodna izvršba.
Ko smo opravili z sodiščem, torej dobimo sodno odločbo v državi izvora. In ta sodna odločba velikokrat ne bo ostala samo v državi izvora, ampak bo potrebno opraviti izvršbo v drugi državi, kjer je odločba tuja. In tukaj vidimo, da pravzaprav pride do nekega še dodatnega postopanja, posvojitve tujega naslova v domač pravni red, kajti sprejem v pravni red države izvršbe tako ali drugače je pogoj za uporabo prisilnih sredstev, kajti država da na voljo prisilna sredstva svojim odločbam, tujim pa, če so sprejete, to se pravi, če so posvojene. Tako da imamo te 3 sisteme priznanja in izvršitve. Kdaj bomo rekli, da je ta posvojitev opravljena? In takrat, kadar med državami ni nikakršnega sodelovanja, kadar sploh ni nobenih možnosti, potem bo tuja sodna odločba enostavno morala še enkrat biti z novo tožbo, torej ta zahtevek razsojen. Temu se reče revision au fond. Potem imamo drug način, ki je med državami, med katerimi obstaja določena vljudnost, določeno sodelovanje in tudi zaupanje, vzajemnost, kajti vzajemnost je v teh mednarodnih razmerjih med suverenimi državami zelo pomembna in v takšnem primeru je potem samo omejeno preizkušen tuj naslov iz najbolj takšnih resnih možnosti kršitev, če te niso podane, pa se ta naslov prizna in izvrši. Ampak seveda Evropska unija teži k temu, k tretjemu sistemu, da enostavno ne bi bilo več potrebnega vmesnega postopka in da je ex lege ali ipso iure priznana in izvršljiva tuja sodna odločba. Tukaj imamo torej pravne akte, ki urejajo vprašanje, ali bo priznanje in izvršitev mogoča, oziroma pravni akti, ki jih moramo preveriti, zato da bomo videli, kakšen je ta postopek posvojitve. In seveda je primarno, kadar se uporabi za to civilno in gospodarsko zadevo ali za družinsko zadevo ali za preživninsko zadevo, vse te, ki jih ureja pravo EU, v teh primerih je tukaj tudi poseben poenostavljen postopek predviden. V bruseljski uredbi 1a in bruseljski uredbi 2a je eksekvatura, tam 2a je deloma odpravljena, 1a v celoti. Evropski izvršilni naslov ima posebno logiko in tudi obe uredbi dvojčici predstavljata transnacionalni, nadnacionalni postopek in tukaj sploh ne govorimo o tuji odločbi, ki bi bila potrebna nekega sprejema oziroma posvojitve. In seveda takrat, kadar bo tako po teritorialnih in tako kot po osebnih in ratione materije spadala zadeva v eno izmed teh uredb, potem ne bo prišlo za uporabo nacionalno pravo. Ampak tukaj moramo predtem pogledati še mednarodne pogodbe. Tudi mednarodne pogodbe so lahko bilateralne ali so lahko multilateralne in te imajo tudi prednost pred nacionalnim pravom. Šele, če se ne uporabi evropsko pravo, na primer bruseljska uredba 1 in bruseljska uredba 1a, ali mednarodna pogodba, pride v poštev nacionalno pravo. In v našem primeru je to ZMZPP in pa torej ZIS in zakon o
ne prav o notarijatu. Zakaj zakon o notarijatu? Ker tudi notarski zapisi prehajajo kot listine iz ene države v drugo in so neposredno izvršljivi, in to vprašanje ureja zakon o notarijatu. No, in seveda vas moram spomniti, ko boste razmišljali kot odvetniki, kot pravniki, katero možnost od vseh teh naj izberem, če imam tujo sodno odločbo. Včasih ne bo druge možnosti, kot da gre po bruseljski uredbi 1, po starem, zato ker spada zadeva tja. In takrat potem imamo še postopek podelitve eksekvature. Ampak to bo zdaj vedno manjkrat prišlo v poštev. Zato, ker bruseljska uredba 1a ima samo prvi korak, in to pa je potrditev izvršljivosti v izvorni državi. Avtomatično priznanje izvršljivosti pa pomeni torej direkten dostop tuje sodne odločbe v izvršilni postopek v državi izvršbe. Torej bomo videli, kaj pomeni odprava eksekvature. To pomeni, da enostavno ni potrebno upniku storiti prvega koraka, da bi moral v državi izvršbe še nek poseben postopek eksekvature sprožiti, ki bi se vlekel par mesecev, ne? Ampak enostavno vloži izvršilni predlog in torej čaka, kaj bo naredil dolžnik. Pri tem, ko ima upnik torej zdaj direkten dostop do izvršbe, mora izpolniti samo formalne zahteve, kaj mora v izvršilnem postopku dati sodišču. Ampak tukaj vidimo, ne, seveda, da je ta overjena kopija sodbe in da tukaj je zraven s to tujo sodbo, torej potrdilo, ki pa ga je dobil upnik v državi izvora. In niti pravnomočnost ni zahtevana, samo to potrdilo. In seveda se vedno preverja, ali sodba spada v področje te uredbe, Bruselj 1a. In dolžnik lahko odloži izvršbo, če zahteva prevod sodbe ali če uveljavlja zavrnitev izvršbe. Ampak to mora biti dolžnik aktiven. Vidite, da je ta pomemben preskok na dolžnika, breme je na dolžniku, upniku ni treba narediti nič, samo dolžnik se lahko brani in uveljavlja, da obstajajo razlogi proti temu sprejemu tujega naslova, da torej obstajajo razlogi za zavrnitev priznanja in izvršitve. No, ampak če vas torej spomnim, kaj je ta pomemben doprinos bruseljske uredbe 1a, to je to potrdilo, ki je sedaj bolj natančno od prejšnjega. In sicer je zelo strukturirano tako, da iz tega potrdila jasno sledi, kakšna je obveznost, ki je dosojena in ki se naj prizna in izvrši. To je zelo pomembno. In pa še potrdilo mora biti dolžniku vročeno pred začetkom opravljanja dejanj v izvršilnem postopku. Torej mora biti ta seznanjen z tem potrdilom. In kljub temu pa je torej lahko vprašanje, kdaj in kako se naj to potrdilo vroči. Posojilodajalec po pridobitvi sodbe na nemškem sodišču predlaga izvršbo zoper slovenskega dolžnika, toženca v Sloveniji, zamrznitev bančnega računa. Potrdilo, izdano v skladu z 53. členom, je priloženo. Ali naj najprej sodišče dolžniku vroči potrdilo brez sodbe, s tem pokvari učinek presenečenja, ali šele po izdaji sklepa o izvršbi, ko je bil bančni račun že zamrznjen. Ali je treba vročiti tudi nemško sodbo, ali jo je treba prevesti, je to odvisno od tega, ali je treba sodbo prvič vročiti dolžniku tožencu. Če je upnik sodbe že poskusil izvršiti sodbo v Avstriji in je bilo potrdilo izdano, je bilo vročeno tamkajšnjemu
sodnemu dolžniku, ali bi ga bilo potrebno vročiti v Sloveniji. Vidite, da se kar nekaj vprašanj pojavi. Ampak da vam dam pač odgovor, da je potrebno pred katerimkoli izvršilnim dejanjem je treba vročiti to potrdilo. Pred katerikoli. Torej, kar se tiče same sodbe, tudi sodba mora biti vročena, ampak vročitev sodbe gre posebej. Torej, že v sami državi izvora se vroči tudi sodba, zato da potečejo roki za pravna sredstva. Tudi kar se tiče prevoda, vse to v državi izvora tudi ugotavlja in je takrat, ko je potrebno prevod, se mu mora to tudi tam zagotoviti. Vse to je v državi izvora. In pa seveda je tudi v državi izvora mogoče vročiti potrdilo sodbe. To ni nemogoče. Torej, s tem bi bilo to opravljeno. Ampak v Sloveniji, če je potrebno zamrzniti bančni račun, tukaj sicer gre za začasni ukrep, ki bi bil, je pa vendarle potrebno ugotoviti, ali je to potrdilo, ki legitimira sedaj to tujo sodno odločbo, bilo vročeno. In pa tudi tukaj vidimo, da so lahko tudi da je vsebina sodne odločbe lahko takšna, da ima učinke, ki jih naše pravo ne pozna. Ampak to bo največkrat v primeru začasnih ukrepov. Pri začasnih ukrepih pa potem sodišče prilagodi in poišče najprimernejšega, ki je v slovenskem pravu mogoč. No, bistveno za odpravo eksekvature, za to bruselsko uredbo 1A, je zapoved, naj sodišče nemudoma odloči, da pa imamo potem dolžnika, ki lahko zahteva zavrnitev izvršitve. Vendar pa imamo seveda tudi še vedno upnika, ki sme, tako kot je prej moral predlagati eksekvaturo, sedaj pa sme, če želi, vloži pri nepravdnem sodišču zahtevo za odločitev, da ni razlogov za zavrnitev priznanja in posledično tudi ni izvršitve. S tem, ko bi dobil pravnomočni sklep, potem se dolžnik ne more več braniti in v kateremkoli primeru bo predlagal izvršbo, potem je na varni strani, ker ni razlogov in je ta v določenem pravnem sistemu, v tej državi članici, ta izvršilni naslov sprejet. Seveda lahko zahteva za zavrnitev priznanja je vložena z vidika vsakega zainteresiranega. Želim vas opozoriti še, da v mednarodnem zasebnem pravu imamo dva pojma, ki sta pogosto čisto združena. Priznanje učinkov in tudi izvršitev. In priznanje in izvršitev, torej priznanje tuje sodne odločbe pomeni priznanje njenih učinkov, ki je avtomatično. Če pa je potrebna izvršitev, je pogosto to tudi povezano z eksekvaturo. Ampak v bruselski uredbi 1A je tudi izvršljivost eden izmed učinkov, ki ga prizna bruselska uredba, ki je avtomatičen. No, ampak priznanje zadostuje in je edino možno za ugotovitvene in oblikovalne sodbe. Tu ne moramo govoriti o izvršitvi, ampak ugotovitvene in oblikovalne sodbe zadostuje priznanje. Vendar pa vsak zainteresiran lahko zahteva zavrnitev priznanja. No, razlogi za zavrnitev ostajajo enaki. Torej, še vedno bomo imeli dolžnika, ki se bo skliceval na vse razloge, ki so v kontrol limite na voljo, vključno z javnim redom, ordre public. Ni pa mogoče uveljavljati razloga, da je bila sodna odločba izdana s kršitvijo načela zaslišanja obeh strank, če toženec ni začel postopka za izpodbijanje sodne odločbe, čeprav je imel to možnost.
in ni avtomatskega odloga. Torej vidimo, da je vendarle nekaj poenostavitev. In šele sodišče na zahtevo dolžnika omeji postopke, pogojuje izvršitev s plačilom varščine ali začasno prekine postopek izvršitve na zahtevo dolžnika, če ta vloži zahtevo poseben delibacijski nepravdni postopek za zavrnitev priznanja in izvršitve. No, tukaj imamo en primer nepravilne vročitve prvega akta v postopku, to je najpomembnejše, da je prvi akt pravilno vročen in gre za priznanje in izvršitev francoske sodbe na Poljskem. Začetni procesni akt ni bil vročen tožencu, ker njegov naslov v Parizu ni bil pravilen. Toženec se je s sodbo seznanil šele leta 2011, ko mu je poljsko sodišče vročilo izvod sodbe in predlog tožnika za priznanje izvršljivosti. Poljsko sodišče je seveda zavrnilo predlog za priznanje in je razlagalo, da zgolj možnost vložitve predloga za vrnitev v prejšnje stanje ne pomeni dejanske možnosti. No, to se pravi, tu je bi lahko z predlogom za vrnitev v prejšnje stanje potem tudi dobil nazaj rok za izpodbijanje sodbe. No, in seveda je bilo to predhodno vprašanje predloženo Evropskemu sodišču v Luksemburgu glede tega, kaj ji pomeni, če toženec ni začel postopka za izpodbijanje sodne odločbe, čeprav je imel to možnost. In ta pojem, kakšen je pa ta postopek za izpodbijanje, je sodišče Evropske unije povedalo, da je to tudi predlog za vrnitev v prejšnje stanje, če se je rok za vložitev rednega pravnega sredstva iztekel. Torej vidimo, kako stvari funkcionirajo. In pa počasi bom zaključila, torej pravna sredstva so seveda tista, ki so proti sklepu v nepravdnem postopku, v delibacijskem nepravdnem postopku, pa stvar nacionalne zadeve. Zato sem vam že prej rekla, da implementacija je tukaj na ZIZ-u, zakonodajalec se je odločil, da bo v ZIZ-u to uredil in je tudi tukaj pravno sredstvo zoper odločitev o zahtevi za zavrnitev izvršitve ugovor. In sporočilo komisiji, da je to okrožno sodišče, ki vodi ta postopek in po uredbi lahko vložijo kakršnakoli nadaljnja pravna sredstva. In po starem, torej, če vidite tukaj, vidite, da govorim o prilagoditvi na staro uredbo, ki se v določenih primerih še uporablja, je tudi bilo predvideno najprej ugovor, kajti postopek je bil najprej ex parte. Sodišče je takoj ugodilo eksekvaturi, potem pa je moral dolžnik vložiti ugovor, šele takrat se je vzpostavila kontradiktornost in proti sklepu je bila mogoča še pritožba. Kakšna je sprememba zdaj? Tukaj gre za bruselsko uredbo 1A in tukaj vidite, da je naslednja zadeva takšna, to se pravi A člen 42.b člena ZIS. Najprej je določen enostaven postopek, krajevno pristojno vsako stvarno pristojno sodišče, torej ni pomembno krajevna pristojnost, potem mora stranka, to se pravi, tukaj imamo dolžnika, ker je obrnjeno breme, navesti dejstva, s katerimi utemeljuje svoj predlog in predložiti dokaze. In seveda tukaj sodišče odloča v senatu 3 sodnikov in tudi odgovor je predviden, kontradiktornost se takoj vzpostavi, celo narok je predviden, zato zoper sklep sodišča ni več ugovora, ni te vmesne faze, ampak samo eno pravno sredstvo in to je pritožba, o kateri odloči Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
In Slovenija je bila pohvaljena zato, ker ima samo eno pravno sredstvo, ker je to poenostavljen postopek, ki je tudi cilj uredbe, da odprava eksekvature pomeni, da bo čim manj zadržkov, da bo čim prej prišlo do ključnega dejanja in to je prisilna izvršitev. In seveda tukaj imamo še začasne ukrepe, kjer pa danes nimamo več možnosti in časa, da bi se s tem ukvarjali, ampak bi vas za konec opozorila na pomen uredbe 805 o evropskem izvršilnem naslovu oziroma nalogu. In sicer tukaj je še vedno pravzaprav to potrdilo, samo potni list, ki omogoča izvršilnemu naslovu iz države izvora, da potuje v druge države Evropske unije. To je potni list. S tem potrdilom, ki je posebno potrdilo, nacionalni izvršilni naslov dobi posebno lastnost. No, in tudi zaradi tega je to še vedno primerna rešitev, boljša od tega, da bomo šli po bruselski uredbi, kajti če imamo mi to posebno potrdilo o evropskem izvršilnem nalogu, s tem potrdilom ni v državi izvora več delibacijskega nepravdnega postopka za zavrnitev tega tujega izvršilnega naslova. Tega več tam ni. Edini razlog je možen, če gre za neskladnost oziroma nezdružljivost z drugo sodbo, z drugim izvršilnim naslovom izdanim v državi izvršbe. Če bi bila ta neskladnost oziroma nezdružljivost, to je edini razlog. Ampak še to, če bi bil tisti naslov izdan prej kot ta, ki zdaj ima ta nadnacionalni status z potrdilom, takim ima ta posebni potni list. In seveda ta evropski izvršilni naslov je predviden samo za nesporne denarne terjatve, In tukaj vidimo, da v teh primerih pa je enostavneje zahtevati že takoj tudi, da sodišče izvora izda to potrdilo po uredbi 805. In s tem si enostavno zagotovimo, da noben postopek ne more biti več sprožen proti temu naslovu v državi izvršbe. Tako, jaz bi na tem mestu se zahvalila za vašo pozornost